Hvala, Nina, za obisk in ker si se odzvala na moje povabilo. Hvala, Klemen, tebi. Ja. Veš, kako najprej začnem z gosti, da bi lahko mogoče malo svojega ozadja povedala, ne? Pa zakaj si se... Super je ozadje. Ja. Lahko ga opišeš. Bogato, sivo, kompaktno. To ni še noben gost izvedel, tako da super, bravo. Malo svojega ozadja, pa zakaj si se odločila za to področje oziroma za raziskovati področje psihoanalize? No, tako me malo zanima. Meni je vedno pravzaprav zanimivo vprašanje, ne, če me nekdo vpraša, da pove kaj o sebi. Ponavadi ljudje kot psihoanalitiku meni govorijo o sebi, tako da me vedno potem to spravi v eno posebno situacijo. Sicer pa moje ozadje, kar se tiče mojega delovanja, tisto, kar me v bistvu kompaktno, tako kot tale stena, tukaj za nama, mogoče utrdilo v mojem delu, je bil predvsem moj študij v Franciji, na oddelku za lakanovsko psihoanalizo. Tudi neka, bom rekla, potovanja v različnih državah, kjer sem živela in kjer sem se ukvarjala pravzaprav z temi podobnimi vprašanji. Tako da to je tisto, kar me mogoče najbolj pri mojem delu danes utemeljuje. Sicer pa, kar se tiče izbire za lakanovsko psihoanalizo, jaz mislim mogoče prej, da je lakanovska psihoanaliza mene izbrala, kot pa, da bi jaz izbrala to področje. Zakaj tako rečeš? Zdi se mi, da je pravzaprav cela moja pot, bom rekla življenjska, brez nekih namernih odločitev vodila v to smer. Okay, tukaj sva po moje usklajena, ja. Jaz to tako verjamem. Sej pa bo prišla do te svobodne volje, a ne? To. Ko bi želel s tabo tudi o tem predebatirati. Ja, kar izvoli, se opravičujem. Ne, jaz bi rekla pravzaprav, da vsaka taka izbira, vsaka želja, ki jo pravzaprav demonstriramo z tem, kar počnemo, ne samo pri delu, v ljubezni, v naših odnosih in tako dalje, je vedno tista nezavedna želja, za katero mogoče niti ne vemo v tistem trenutku, da jo imamo, ampak nas vodi. No, to je pravzaprav tudi tisto, kar je mene privedlo do tega, da se danes ukvarjam s psihoanalizo in v kliničnem smislu, predvsem pa v smislu gibanja. Se pravi, neke organizacije, neke podnarekovaje ali pa tudi ne, politike tega, se pravi, politike singularnosti, unikatnosti vsakogar. V nekem svetu, ki je, bom rekla, vedno bil nekoliko neugoden do singularnosti pa unikatnosti, kot vemo. Ampak tukaj so verjetno neke meje, kjer se gre lahko preveč v ekstrem, mogoče. V smislu singularnosti? Individualnosti in tega, da želiš, želja, potem, da si poseben, da si... Se pravi, to nas že starši nekako na nek način je tudi vzgoja drugačna zdaj, ne? In potem to tekom življenja lahko vodi v ful trpljenja, ne? Ta konstantna želja potem, da si poseben, da si unikaten, ne? Se strinjam, v bistvu sploh naš čas, ne, je Lacan nekako vizionarsko označil že v 70-ih letih kot nek kult standardizirane unikatnosti. Kaj pomeni standardizirana unikatnost? Točno to, da mora pravzaprav obstajati nek imperativ, moramo biti posebni, moramo biti unikatni in ravno ta imperativ nas potem na nek način uniformira. Univerzalizira v nekem tem smislu. Ampak v psihoanalizi manj mogoče govorimo o tem, se pravi ta stroga individualnost. Individualnost je vendarle vedno v povezavi z kolektivnostjo. Individuum je del kolektiva, medtem ko singularnost, tukaj bi se pa strinjala, je zelo radikalna. Singularnost kot taka, ne samo v psihoanalizi, tudi recimo v fiziki ali pa kjerkoli se to vprašanje čiste singularnosti pojavi, pomeni, da se jo ne da nikamor umestiti. Ampak bolj v psihoanalizi govorimo ne toliko o stilu neke unikatnosti, ampak potem, da znamo mogoče na nek način živeti, odkriti svojo željo, ki pa je singularna. Kaj pa bi za nekoga recimo tako na nek tak lahkoten ali pa tak enostaven način opisala ali pa razložila psihoanalizo? Ali pa pod vprašanje, kaj je sploh cilj psihoanalize?
Že z Freudom recimo se pojavi nekako to vprašanje, mogoče neke praktičnosti, ne, oziroma nekega tega pragmatičnega cilja psihoanalize. Freud je govoril o tem, da ko najdemo nek svoj cilj v svojem delu in v svojih ljubeznih, da smo mogoče na nek način že veliko naredili. Zdaj Lacan je mogoče odstopal zelo od tega, bom rekla, postmodernega ali pa modernega utilitarizma v tem smislu, ampak je bila cilj vedno na nek način neka resnica. Spravi neka resnica o nas samih, ki je vedno tudi težko, bomo rekli, izrekljiva, ampak neko raziskovanje nezavednega. Tega, kar mogoče ne vidimo, ne znamo izgovoriti, ne moremo izgovoriti, ampak tam, kjer se pravzaprav nahaja najbolj tisto čvrsto jedro nas, pod narekovaji, če tako rečem. Koliko se ti pa zdi izziv tega, da psiha analizira samo sebe? Ne? A se ti zdi v tem odnosu kakšen izzivček? Ker meni se zdi ful, ne? Ker v bistvu sistem sam sebe analizira, ne? In tukaj lahko pride do ogromnih napak in zavajanj samega sebe. Ja, absolutno, se popolnoma strinjam. Kaj pa to, kad druga psiha analizira drugo psiho? Ne? Tukaj smo pa še bolj oddaljeni od... V obeh primerih smo oddaljeni. Vedno je obstajala neka ta pretenzija, bomo rekli racionalistična ali pa kognitivistična, še danes ne nazadnje v znanstveni psihologiji, pa tudi v filozofiji, recimo. Se pravi, da imamo mi to zavest, s katero pa vendarle lahko mi racionalno, intelektualno odkrivamo, kdo smo in tako dalje. Zdaj, Lacan je poudaril nekaj, kar se mi vedno znova zdi izjemno ključno, in to je, da nezavedno vedno predhodi našemu razmišljanju. Nismo mi tisti, ki pravzaprav odločamo in mislimo, nezavedno misli za nas. To so tudi z nekimi raziskavami dokazali, ne? Tudi znanstvenimi. Ja. Res je. Čeprav tukaj je vedno nek ta paradoks, tudi med samo psihoanalizo, znanostjo ali pa neuroznanostjo, glede na to, da je veliko razhajanj že v samem diskurzu. Ampak meni je bila zanimiva neka raziskava, ki so jo pred leti naredili in je bila, mislim, da tudi Nobelovsko nagrajena, da psihoanaliza poveča intelektualne sposobnosti. Okay. IQ ali kako? Tako. Kar je pravzaprav nezdružljivo, mogoče samo psihoanalizo, kar na to vrstne znanstvene raziskave ne bi pristali, ampak so prav rekli, pravzaprav tisti ljudje, ki so bili leta in leta v psihoanalizi, delajo neke povezave v samem mišljenju, ki jih mogoče ne bi. Se pravi, zanimiv paradoks za psihoanalizo, pa tudi ne nazadnje ena velika potrditev mogoče v nekem tem širšem družbenem smislu. Ja, že večkrat sva Lacana omenila, pa jaz mislim, da moramo malo razložiti njegove teorije pa ideje, pa mogoče zakaj te je glih ta vrsta psihoanalize toliko privlačila, kot si rekla, nisi imela neke svobodne volje tukaj, ampak kaj je bilo tisto, da se ti je zdela, da se skriva tam resnica? Ja, moja pot k branju Lacana je pravzaprav šla od književnosti in filozofije do klinične prakse. Mogoče ena taka klasična, mislim, ne toliko klasična slovenska pot, ampak vemo, da je Lacan bil prisoten v filozofiji v Sloveniji več desetletij, v klinični praksi ne. Tako da bom rekla, da sem jaz nekako preko tega diskurza potem prišla tudi nekako v svojo lastno psihoanalizo. Razlika je seveda, kako kot filozofa, kot psihoanalitik bereš Lacana, to so popolnoma različna čitanja nečesa. Ampak mene je moja lastna psihoanaliza mogoče najbolj v tem smislu obeležila, da mi je bil potem, rekla, ali pa neka ta pot potem še bistveno lažja. Ne toliko bom rekla potem več k Lacanovim teorijam, ampak predvsem temu, kaj njegova praksa oziroma kaj sama psihoanaliza kot taka seboj nosi. Kaj pa nosi? Jaz bi rekla predvsem neko radikalno potezo tega, da se približamo, kot sem rekla, temu, kar je neka resnica, ki je velikrat mogoče v našem času bodi si zametovana, bodi si cinično se pristopa k temu. Mislim, kako bi v mnoštvu resnic danes
Rekel, zdaj bi pa jaz pač nekaj takega odkrival. Ampak še tista, bom rekla, najbolj ključna točka se mi pa zdi povezana samo željo. Kot sem rekla, odkriti pravzaprav nekaj, kar se veže na našo željo, pomeni tudi potem živeti nekako, bom rekla, lažje v skladu s tem, biti bolj, bom rekla, na izi ali pa manj obremenjen z nekimi diskurzi moči, ki nas obkrožajo. In to je velika stvar. In čeprav razumem, ne, se pravi neka identifikacija izvora naših želja je ključna v tem procesu. Absolutno. Lacan je temu rekel objekt, razlog želje. Ključni njegov koncept. Objekt, razlog želje. Tako. Se pravi vzrok, povod, ne nek konkreten objekt, ne, ker v samem kapitalizmu bi se to lahko razumelo na malo drugačen način, ne, zdaj pa najdemo svoj objekt želje, ne, se pravi nekaj posedujemo, ampak pravzaprav neki tist koz, razlog, nekaj, kar nas ves čas žene naprej. In potem, ko se to identificira, oziroma recimo klemava midva slučajno skupno prepričanje, da želje pač izhajajo, zdaj ti rečeš iz nezavednega, rečem pač pojavlja se v zavesti nek, kako bi rekel, neka težnja, da bi nekaj zadovoljil, se pravi neko potrebo ali pa nekaj bi rad izboljšal. Ne. Ogromno sem se pač spogledoval z budizmom, ne, in tam gre oni prav na telesne občutke. Ne. Se pravi, občutimo stvari, ki so nam prijetne, neprijetne, prijetne hočemo zadržati, neprijetne hočemo strandati in vsaka akcija izhaja iz tega in ti si konstantno v tem krogu zadovoljevanja svojega telesa oziroma svojih občutkov. In zdaj prerezati čez to, je treba to pobliže pogledati, da se v bistvu to sam pojavlja in se pojavlja in tudi gre stran, ne, kar je tudi karakteristika vesolja, da se vse konstantno spreminja. No, Lacan je referiral na številnih točkah na zen budizem predvsem. Okay. Zanimivo mu je bilo predvsem to, kaj pomeni neka praznina. In bom rekla, so seveda mogoče ne toliko tiste direktne skupne točke, ampak mogoče to vprašanje želje. Ne? To se mi zdi mogoče na nek način pomembno. Ne samo, bom rekla, za budizem, zen budizem, mogoče tudi širše vprašanje tudi v sami religiji, v sami politiki. Se pravi, to vprašanje želje se vedno nekako vrti. Zdaj, v kakšnem diskurzu se vrti, ne, ta objekt? To je pa drugo vprašanje. In kaj z njim naredimo, ne, nazadnje. Kako pa ločva to za tiste ljudi? Okay, bom raje tako vprašal eno drugo vprašanje, kar nisva čisto opredelila. Kako poteka neka lakanovska psihoanaliza? Se pravi, nekdo pride do lakanovskega psihoanalitika? Psihoanalitika, tako. Ne psihoterapeuta, ne. To so pa tudi različne. In kaj se tam dogaja? Zdaj lahko demonstrirava, evo. No, deva. Sam proces, bom rekla tako, neka psihoanalitična tehnika, ne, je zgrajena nekako v štartu iz preliminarnega pogovora, se pravi, da sploh se vzpostavijo neke koordinate, neka orientacija, ne bom rekla toliko za neko samo diagnozo tega, zakaj gre, ampak predvsem za neko možnost psihoanalize. Lacan je večkrat rekel, ni vsaka analiza vilen. Zdaj, na koga in na kaj je pri teh svojih interpretacijah šel, je drugo vprašanje, ampak na samem preliminarnem razgovoru se pravzaprav odprejo neka ta glavna vprašanja. Kaj so pravzaprav tiste pereče točke, ali je analiza v tem smislu možna, ali nekdo pristaja na zakon, ne nazadnje, neka pravila igre, ki so v tem zelo pomembno, zlasti v času narcizma, ne, in tega, da se zelo rado pregazi vse meje, to je nekako označuje tudi naš čas, je neko to vprašanje meja in tudi nekega zakona v preliminarnem razgovoru zelo pomembno. Sama frekvenca seans je potem odvisna, tudi zakaj gre, recimo psihoanaliza 2-krat, 3-krat tedensko, načeloma lahko poteka tudi večkrat, je pa neka specifika v samem času. Medtem ko so freudovske seanse trajale 45 minut oziroma so imele zelo določen časovni okvir,
je Lacan pravzaprav deloval z časom. Ni bilo točno določeno, koliko časa traja neka seansa, ampak kdaj se nekaj pomembnega pojavi. Se pravi, da smo zelo pozorni na vsako besedo, ki je v tem smislu izrečena. Ker zakaj je bilo to Lacanu tudi pomembno? Zato, ker se je zelo veliko ukvarjal z psihozami. In v psihozi je ta interpretacija psihoanalitična. Ne? Bolj komplicirano kot pa recimo v nevrozi. Ne? V nevrozi se lahko v govor poseže recimo na način metafore, se pravi, da se ali spremeni nek pomen mot d'esprit, se pravi neka mogoče komična situacija, kjer mogoče razbremeni neko bolečino, ki je bila prisotna. Medtem ko je v središču psihotična struktura, pa bistveno težje pravzaprav s tem delujemo. Lacan je tudi rekel, pravzaprav nikoli ne moramo uporabiti metafore ali pa spreminjanja pomena v psihozi, ker v psihozi je vse tukaj, zdaj, realno. Odvisno tudi od intenzitete psihoze, verjetno. Koliko je še človek v stiku s skupno realnostjo? V bistvu psihoza je bolj struktura. Struktura, subjektivnost subjekta. Medtem ko sama simptomatika, ali gre tukaj za paranojo, erotomanijo, druge oblike manije, potem je to drugo vprašanje, ker imamo lahko neko simptomatiko prisotno in v nevrozi in v psihozi. Alkoholizem, toksikomanija recimo. Tako da Lacan je iz tega razloga deloval pravzaprav z časom, rezom v nek govor. In to je tisto, kar je velika specifika ne nazadnje njegove orientacije. Oziroma orientacije vseh, ki se s psihoanalizo ukvarjamo, ker se ne nazadnje vendarle ukvarjamo z singularnimi primeri. Se pravi, da ta lakanovski velikrat tudi ni. Tako bom rekla pomembno, kot je mogoče v teoriji. Se pravi, glavna razlika med ostalimi metodami je ta operacija s časom, se pravi, seanse ne trajajo, niso določene vnaprej. Še kaj drugega, kar je posebnega napram drugim? Predvsem je tudi nek zaključek same psihoanalize zelo pomemben. Lacan ga je opredelil tudi v smislu nekega pričanja, rekel mu je témoignage, se pravi, da nekdo na koncu lahko govori oziroma vzpostavi nek singularen matem tega, kar je analiza proizvedla. Se pravi, da cilj same psihoanalize ni samo ta neposredni terapevtski efekt, kot bi recimo bil v psihoterapiji. Velikokrat recimo jaz tudi rečem, če bi nekdo želel samo nehati trpeti, se pravi, da mu je to tisto, kar bi želel narediti, potem je bolje v bistvu, da se izbere psihoterapijo, ker ima ta neposreden učinek, medtem ko je pa v psihoanalizi tudi prisotna neka ta želja, da bi vedel neke določene stvari. Izven mogoče teh neposrednih terapevtskih učinkov. Zdaj pa zavedno pa nezavedno. Kako bi to teoretsko opredelila, da bi nekdo dojel, ki se s tem ne ukvarja? Kaj je razlika med tema dvema aspektoma psihe? No, Lacan je rekel, da je vse nezavedno. Vse je nezavedno. Vse je nezavedno. Tudi tisto, kar mogoče mi fantazmatsko mislimo, da je zavestno, tudi to je nezavedno. Tukaj se verjetno sklicujeva ali pa opredeljujeva bolj akcije človeka. Kaj pa zavedanje nečesa, se pravi, jaz se zavedam sebe, oziroma se zavedam, da obstajam, pa to je v bistvu tudi edina stvar, ki jo lahko zares vem, drugih stvari ne morem vedeti. Zelo kartezijansko, Descartes je recimo o tem sjajno pisal. Ja, kdo se pa ne strinja s tem? Jaz bi rad, nisem še slišal dobrega argumenta, da lahko nekaj veš, razen tega, Nisem slišal. No, Descartes je postavil nekaj podobnega, Mislim, torej sem. Se pravi, moje mišljenje mi zagotavlja zavest v sebi oziroma moj obstoj v tem smislu. Misel je mogoče v tem kontekstu malo drugačna stvar, kot sem jaz mislil, ker zavedanje tega, misli mi lahko tudi, jaz jih ne produciram,
lažne so, ustvarjene so v neki simulaciji. Tako da to, da ti misliš, ne pomeni, da ti zares misliš. Ne, točno to. Ampak zavedanje, samo zavedanje sebe oziroma kakršnega koli dražljaja, kakršne koli spremembe v stvarnosti, je pa dokaz, da obstajam. No, se to je pa potem tisto večno vprašanje tudi med ne samo kartezijanstvom, ampak tudi drugimi filozofskimi smermi, iz katerih je potem črpala psihologija zlasti. Se pravi, kaj je tisto, kar mi lahko zaznavamo, ali so zaprav naši čuti tisti, ki nas varajo, ali pa ne. Zdaj, prej sva govorila o psihozi, ki bi jo lahko na nek način razumeli kot neko realnost, ki bi bila pod narekovaji izkrivljenja ali pa ne bi bila taka kot iz prve osebe. Iz prve osebe, pa vemo, da tako ni. Se pravi, da to pod vprašaj postavi tudi mogoče tisto, kar mi neposredno ali vidimo, slišimo, zaznavamo in tako dalje. Ampak recimo bi dodala tukaj, ko si rekel, nisem še slišal argumenta, ki to bi mogoče ovrgel. Dobrega. Ja. Bom videla, če lahko. Okay. Lacan je v bistvu rekel, da tam, kjer mislim, da sem, tam sem pravzaprav izgubljen. Jaz se s tem strinjam, zato sem ločnico dal med zavedanjem pa mislimi. Ker to, da rečemo jaz mislim, je neka pretenzija jaz. Se pravi, je že ta neka jazokracija, če rečemo, mesta aristokracija, jazokracija, jaz sem tisti. Se pravi, zelo egocentrično razmišljanje o samem sebi. Medtem ko je lakanovska psihoanaliza izpostavila predvsem, da ono misli in ono pri tem uživa. In ko imamo pa v vprašanju užitek, je pa vprašanje, kaj je z mišljenjem. Zato, ker lahko tudi v sami psihoanalitični kliniki vidimo, nekdo lahko točno ve, da mu njegov užitek povzroča ali bolečino, ali pa da mogoče nekaj ni v redu, dobro za njega. Pa vendar si to želim, pa vendar uživam v tem. Se pravi, užitek gre vedno izven tega. In zato je tako pomembno pravzaprav formulirati tisto, iz katerega mesta mislimo, na kakšen način potem vzpostavljamo razmerje in do svoje želje, ne nazadnje do svojega užitka. Užitek je tisto, kar gre onkraj nas. Ja, se absolutno strinjam in verjetno je tukaj. Me tudi zanima, kaj ti misliš, ker v bistvu mi delamo neke akcije, ki so dobre in slabe na dolgi in kratki rok. Se pravi, če si jaz zdaj ubrizgam heroin, to je na kratki rok izredno dobro za mene oziroma bi opisal to izkušnjo kot izredno dobro. Ampak na dolgi rok bi si jaz lahko uničeval življenje. Čeprav bi jaz to vedel preko neštetih zgodb, ali pa če je nekdo narkoman, on ve, da mu ta substanca uničuje življenje, se pravi, je na dolgi rok pokasira bolečino in trpljenje, ampak takrat je on v nekem modu kratkoročnega jaza, ne dolgoročnega, ki povozi ta dolgoročni. In to je toliko močen, je ta kratkoročni, da niti ne pride v sistem vso to zavedanje ali pa vso to znanje o trpljenju, ki si ga povzroča. Se pravi, že tukaj vidimo, da nismo ena stvar, že časovno lahko opredelimo dva klemena oziroma dva osebka, ker vedno se nekako tretiramo kot ena stvar. Obstajajo tudi primeri, kjer jih je več. Ja. Tako da, vsaj ena, vsaj ena stvar. Predvsem tisto, kar določa subjektivnost, je nek ta naš razcep. Se pravi, razcep subjekta. Razcepljeni smo že samo s tem, da govorimo, s tem zgubimo neposredni dostop do stvari. Živimo v nekem svetu simbolnega, se pravi v svetu nekih označevalcev, ki onemogočajo pravzaprav sam ta neposredni potem dostop ali kakorkoli. In tudi potem se nenazadnje neke subjektivne strukture razlikujejo. Kaj pravzaprav mi s tem razcepom počnemo? Popolnjujemo, s tem onim tretjim,
ali se opiramo na neke figure moči, ali jih kritiziramo, ali jih odvržemo, ali se potem vežemo bodisi za neko substanco, za nek mod pravzaprav tega užitka jouissance. V tem je pravzaprav vsa igra tega. Ampak zanimivo se mi pa zdi, kar se tiče recimo toksikomanije. Ne? To so neke odvisnosti ali kako? Toksikomanija je v bistvu Nisem še oblika... slišal tega izraza. Aha, to je oblika manije, recimo tako, kot govorimo o kleptomaniji, o megalomaniji, erotomaniji, enako pač o toksikomaniji. Se pravi, to se z nekimi toksini To je v bistvu zauzema vse, ali je to alkohol, droga, karkoli. Kot neka substanca. Se pravi, spreminjam svojo zavest in sem v tem nekem bolezenskem stanju, a prav razumem? Ne, toksikomanija je pravzaprav poseganje po katerikoli substanci. Iz kakršnega koli razloga zdaj že. Ali je to alkohol ali karkoli drugega. Velikokrat vemo, mislim, če je nefunkcionalno poseganje po substanci, je dostikrat razlog beg pred realnostjo takšno, kot je, ne, sedaj. Se pravi, nekaj mi ta substanca omogoči, oziroma grem nekam drugam, kjer sem, ne. In pa ne morem ven iz tega kroga uiti, ne, ker pa sem še v slabšem stanju naslednjič in še bolj bi si želel iti tja, ne. Tako. Manije so zanimive potem, ne, da je pravzaprav vsako manično razpoloženje, s čimorkoli si ga potem nekdo intenzivira, da rečeva na ta način, povezano z melanholijo v glavnem. Ne. Se pravi, manija je vedno hrbtna stran melanholije, kjer gre za neko to zibanje, ne, od nič, ni neka praznina, nič mi ne omogoča nekega tega zadovoljstva, užitka, do tega, da potem manično nekdo pade v nek objekt, nek bom rekla, poizkus, da se ta praznina ali kakorkoli zapolni. Kako pa opredeljujete melanholijo? A je to neka izguba smisla? Ali? Ja, za melanholijo je značilno to, da nek občutek praznine, ne, se pravi, nič nima te dignitete tega objekta želje. Pravzaprav melanholija je minus ta objekt razlog želje. Ne? Nekaj sva se dotaknila Freuda, pa me zanima, kako vi v vaših teh področjih gledate na njega, oziroma kje se ga narobe razume, pa s čim se v bistvu ti ne strinjaš, glede njegovih teorij pa njegovega pristopa. Freud je v bistvu car za psihoanalizo kjerekoli smeri. Brez Freuda ni psihoanalize. In jaz imam neverjeten transfer do Freuda, kljub temu, da se z lakanovsko psihoanalizo ukvarjam, tudi Lacan je nenazadnje vedno rekel, vi ste lahko Lakanovci, jaz sem Freudovac. Tako da, ta neka zvestoba Freudovemu odkritju nezavednega, nenazadnje tudi Freudovemu delu, naporu v njegovem času, v okoliščinah, v katerih je živel, prideti z neko tako idejo, kot je nezavedno. Mislim, svaka čast Freudu za vse njegove faze razvoja psihoanalize. Zdaj, lahko rečemo seveda, da je lakanovstvo neka vrnitev k temu izvornemu Freudu. Pred Freudovimi bomo rekli, je to neka regresija, ne bomo ugibali, ne, tudi ni pošteno do misleca oziroma psihoanalitika takega formata, kot je Freud bil. Ampak lakanovstvo se je nekako vrnilo k izvornemu temu Freudovemu odkritju nezavednega, preden je mogoče Freud sam krenil v neko scientifikacijo psihoanalize, preden je mogoče storil neke določene korake, za katere je Lacan rekel, da so tudi njega odmaknili od tega. Ampak celotno lakanovstvo je branje Freuda na nek drugačen oziroma bolj izvoren način, za razliko od post-Freudovcev, recimo, ki tudi danes v okviru raznih organizacij in tako naprej delujejo, ki pa
bom rekla, bolj sledijo neko to smer Freudove hčerke, tudi Anne Freud in drugih analitikov, ki so potem delovali v okviru Freudove šole oziroma organizacije. Obstajajo seveda razlike, ampak jaz imam izjemno spoštovanje do psihoanalitikov tudi drugih orientacij. In mislim, da je to zelo, zelo pomembno. Zlasti danes, kjer je tako malo mogoče ne samo interesa, ampak želje, mogoče, da bi tudi sami odkrivali določene nezavedne vzgibe, mehanizme. Jaz mislim, da je to pomembno v raznih smereh tega. Da ne pademo mogoče tudi sami v nek dogmatizem, ki za nobeno psihoanalitično smer ni dober. Za nobeno znanje ali pa iskanje resnice. Za nobeno znanje, ne nazadnje, res je. Ja, imamo veliko primerov v zgodovini, Ane. Kaj pa Jung? Kako gledaš na njega, pa to malo bolj ezoterične pristope ali pa pristop? Povezava med Jungom in Freudom je seveda bila velika do pač nekih razhajanj, ki so bila bodisi ali osebna ali pa teoretska, o tem ne bi špekulirala, ker ni niti toliko pomembno. Bolj se mi zdi pomembna neka ta razlika med Jungovci in recimo Lakanovci, post-Freudovci danes, kar se tiče definicije nezavednega. Okay. Se pravi, Jung je vendarle pretendiral oziroma imel to neko idejo kolektivnega nezavednega. Ampak če pa recimo v psihoanalizi govorimo o singularnosti, to, kar sem na začetku poudarila, da je ključno za Lakana, potem je pa to nekoliko nezdružljivo. Ne? Se pravi, neki ti arhetipi ali pa mogoče neko mišljenje, da vendarle obstajajo neke te skupne poteze, ne, da lahko govorimo sploh o kolektivnem nezavednem, je nekaj zelo različnega ne, od lakanovstva. Seveda je tudi Lakan rekel pač, da nezavedno je diskurs drugega, nezavedno je politika. Se pravi, da tudi tukaj so neke povezave s tem, da lakanovstvo kot samoorientacija, kot orientacija realnega, nima nikakršne veze pravzaprav s temi imaginarnimi ali pa simbolnimi potezami, ki pretendirajo na kolektivno. Se pravi, tu je neka ta glavna razlika, medtem ko seveda Jung razumem, da je zelo privlačen recimo ne za branje, ker pač vključuje, tako kot si rekel, neke te mistične elemente, se pravi, neke te zanimive metafore. Poznam veliko ljudi, recimo, ki delujejo v tej orientaciji in se mi zdi zelo zanimivo, kar počnejo, drugačno, kot bi recimo mi, ampak vendarle, tudi Jungov prispevek v sami psihoanalizi zgodovinsko bil pomemben in mogoče se bo tudi nekdo na tem področju nekoč vrnil k Jungu, pa bo rekel, zdaj bomo pa pri izvornem jungovstvu, ne tam in tam. Zagotovo. Ja. Meni se ta kolektivna stvar mogoče zdi sam smiselna ali pa logična iz tega vidika, da imava midva verjetno istega prednika. Ne? Se pravi, če greva čist nazaj, ne vem, kakšna žival je to bila, ne? Pa koliko delač nazaj bi mogla iti, ne? Ampak ja, vsi ljudje, vsi homo sapiensi, ki smo trenutno na planetu Zemlja, imamo skupnega prednika. Ne? In zdaj tukaj imamo celo premico teh izkušenj in nekako zgodb, ki so se dogajale tem individuumom. In tukaj imamo te pač herojske zgodbe, ne? Klasično premagaš sebe v bistvu, da lahko premagaš izziv življenja in vesolja, ne? Proti kateremu se skozi boriš in potem rataš nek heroja, ne? In dobiš vse, kar si kadarkoli želel. Ne? Se mi zdi, da ta motiv ne, lahko najdemo v vsakem življenju, ne? Zato ker se mapira na to, da imamo mi neke želje, vesolje nas svojimi pravili pač zavera k temu, ne? In zdaj mi moramo sebe prilagoditi, da bomo lahko te izzive premagali, ne? Tega zmaja recimo. Ne? Lahko je pa tudi zmaj v sepnu noter. Tako da zdaj imava midva, ne vem, milijon prednikov, ki so šli čez isti proces, ne? Zato se mi zdi smiselno, da imamo vsi noter to. V tem je ne, stvar, vprašanje je vedno, ali imamo tudi isto razumevanje stvari, ali imamo isti jezik. Se pravi, v samem jeziku se že neke te matrice, bom rekla, postavljajo, neko to razmerje do drugega,
nek ta pogled na nas same. Se pravi, vsak jezik to na nek način po svoje definira, ampak ne samo gramatikalni, se pravi, ne vem, slovenski jezik, francoski jezik ali kakorkoli, ampak naš lasten jezik. Se pravi, psihoanalizo to predvsem zanima. Ne? Ta nek la langue, je Lacan temu rekel, je jezik. Jezik, ki mogoče ni razumljiv nekomu drugemu. Ne? Se pravi, ni intersubjektiven. Medtem ko vsa tista pravila, tako kot si rekel, uporabil si to zanimivo besedo, prilagoditi se pravi razumeti drugega na način, da mi enako nekaj dojemamo. No, tukaj je recimo to ključno vprašanje. Ali je možno pravzaprav, da mi nezavedno razumemo na enak način? Ne, lahko se ta neka naša družbena vez se vedno utemeljuje na tem, ali mi podobno razumemo, ali bodi si neko besedo, pravila, zgodbo, naracijo. Vprašanje je pa, kaj je nezavedno pravzaprav s tem mislimo ali pa počnemo. In to je ta tista ključna razlika. Zlasti recimo danes, ko živimo v nekih takih zelo turbulentnih političnih časih, ne, bom rekla, in svetovno. V primerjavi z zgodovino bi rekel, da ne. Še vedno ne, to je res. To je res. Mogoče mislim, v tem, kar imamo trenutno tako. In to so ta ključna vprašanja, ne, ki se mi pa zdijo pomembna. Kaj je tisto, kar je skupno, kaj je tisto, kar v politiki cirkulira, in na kakšen način se mi do tega opredeljujemo. In vedno bolj pomembno se mi zdi. In tukaj ima psihoanaliza neko mesto v tem, kar je kolektivno recimo, ali pa kar je politično. Ja, sploh v tem času, če sem prej rekel, da izzivi obstajajo zaradi tega, ker se individualizira družba, pa se polarizira posledično, pa nikakor ne razumem človeka na drugem polu, ki ima drugačna prepričanja ali pa drugačen pogled na svet, ne? In tukaj se pač še čustva pomešajo zraven oziroma se sprožijo zaradi tega. Ne? In jaz vedno rečem, da pač lahko nekje začnemo z nekimi skupnimi stvarmi. Ne? In že to, da bo čisto vsak človek, ki ga boš kadarkoli, kjerkoli srečal, bo zgubil vse, kar mu je drago, svoje življenje, mogo se bo posloviti, ne? To nam je vsem skupno. Ne? In mogoče izklepol iz tega temelja gradiš, pa priješ do nestrinja, ne? Ampak nisi tok tuj, a ne drugemu. Ne? Ja, ravno to je pravzaprav neka ta odtujenost ali pa alienacija, ne samo kar se nas samih tiče, ampak pravzaprav od drugega, ne? V družbi, v kateri živimo, ki pretendira na to. Ne? Se pravi, nek razpad teh družbenih vezi, na katere se potem diskurzi moči zelo lahko lepijo. Ne? In to je neka velika nevarnost, se mi zdi. Kaj pa misliš, da je tako največji izziv človeštva na splošno v 21. stoletju? Eden. Ja. Največji izziv, bi rekla, je premagati neke določene strahove, biti pogumen v opredeljevanju pa odkrivanju tega, kar nas pravzaprav giblje. Ne, se pravi, če rečem tako, tabu je zgodovinsko vedno bil vezan na ta glavna vprašanja, kaj je glavni izziv. Ne? To so tiste teme, ki so pereče, ne, na kakšen način se bomo nečemu približali. Jaz mislim, da je odkrivati pravzaprav neke te nezavedne mehanizme, biti pogumen v tem, da je največji izziv današnjega časa, ker če smo sposobni narediti to, potem smo sposobni vezi z drugimi. Potem smo sposobni razumeti različnost drugega. In to je neka pot, ne nazadnje, do neke družbene vezi, ki ni agresivna, ki ni nasilna, ki ni netolerantna. Ampak kjer razumemo, da smo si potem različni, da smo singularni, ampak da nas to povezuje. Jaz mislim, da je to velik izziv in pomemben izziv današnjega in prihodnega časa, ki pa vprašanje, ne, če se zgodi samo za nekatere, potem to ni nikakršna rešitev. Kako pa prije do tega, oziroma kako reši ta izziv na
globalni ravni, recimo, ne, ali pa na družbeni ravni, kar za individuum razumem. Pač itak, jaz se vedno sklicujem na individuum pa osebno odgovornost, ne, ker ogromno energije porabiš, če spreminjaš, ne vem, neke strukturne spremembe delaš, nisi pa sebe uredil. Ne. Ampak tako kot strokovnjakinja, ne, za psihoanalizo, pa če bi bila to rešitev, kako bi to izgledalo? A bi se v šolski sistem nekako lahko to integrirali? V šolski sistem teže, zaradi tega, ker šolski sistem je diskurs univerze oziroma že na nek način poučuje neko vednost drugega. Se pravi, manj je to vednost o nas samih, ki jo sami potem na ta način odkrivamo. Okay. Tako da jaz bi mogoče za začetek to postavlja tako, proč od šolskega sistema. Ali pa neko subverzijo tega diskurza univerze. Zdaj, fantazmatsko ne bi špekulirala, kaj bi to recimo na neki globalni ravni lahko bilo. Lacan je nekoč rekel, ali lahko diskurs psihoanalize postane družbena vez. Postavil je to vprašanje. Se pravi, kako tisto, kar prelamlja z nekimi, bom rekla, družbenimi vezmi, take in drugačne vrste, z diskurzi moči, znanja, upora, kapitalizma, korkoli, ali lahko to postane družbena vez. Zdaj, to je zelo močna teza, na nek način špekulativna, ampak jaz mislim, da če se začne pravzaprav pri neki tej singularni želji, lahko postopoma to nekam vodi. Kam to vodi, vprašanje. Zdaj, da imamo pa globalne rešitve, imeti isto rešitev za vse. Ravno to je tisto, kar ne moremo. Ne? Ja, se strinjam. Ja. O užitku drugega, o željah drugih lahko pač sanjamo, ne moremo pa vedeti, kaj drugi želijo. Razen, če se potem postavimo na tisto pozicijo, da sami začnemo, ali usiljevati, ker pač mi boljše vemo kot drugi. Ja, to je pravzaprav največji problem in največji potencialni konflikt. Ja, kaj pa, oziroma kako ti analiziraš to neko epidemijo, mogoče lahko rečem bolj slabega počutja, ne bom rekel depresije. Imamo neke podatke o depresiji, to so sicer uradni podatki, 300 milijonov ljudi na svetu je uradno diagnosticiranih. Se pravi, jaz bi rekel, da tukaj lahko dodamo še par milijard ljudi, ki živijo vsakodnevno v slabem počutju. Zagotovo. In tudi se mi zdi, da imamo vsi nekak tak občutek v družbi, v kateri živimo, ki nam je materialna ugodja prinesla, tukaj ni dvoma, rešila ogromno življenj, ki so povezane z revščino. Ampak tukaj nekaj delamo, ki se ne mapira dobro na počutje. Mogoče bi te tako vprašal, s čim se sodobni človek najbolj uničuje? Individuum. S tem te zahteva nemogoče. Ker depresija, melanholija, seveda nista isto, ampak da bomo bolj mogoče za potrebe pogovora lahko definirali. Imeti neko to željo, ves čas z nečim, kar ne moremo doseči, se pravi vse, kar generira neko to naše nezadovoljstvo, je tisto, kar sproži potem to konstantno, rekla slabo počutje. To bi želeli in samo od enega objekta do drugega se gibljemo, nič pa ne more v resnici zadovoljiti tega, kar bi želeli. Kaj pa zadovolji? To je vprašanje. Nič popolnoma. Se pravi, neka kastracija, ki je znotraj tega. Zdaj, a rečemo sprijazen se s tem, seveda ne, ampak najdeti nek način, savoir-faire, se pravi, kako znamo rokovati s tem. Odnos do tega. Odnos do tega, če rečeva najbolj tako, na tak razumljiv način. Ker sicer pademo v to, bomo rekla, peklenski krog, peklensko verigo od tega, da gremo od enega objekta do drugega, do tretjega in tako naprej in samo drsimo ob tem in nič ne more v popolnosti zadovoljiti.
Nič. In največji problem seveda, zakaj porast, mogoče tudi depresije, melanholije v kapitalizmu je, ker je to sistem, ki ves čas pa pretendira, da je to možno. Samo še to pa boste. Ne? Ja. Potem pa razočaranje, ker ni in tako naprej in zgodba se ponavlja. Ja, jaz sem doskrat rekel, da, ker tudi izhajam iz marketinških krogov, ne, da se v bistvu prodaja se užitek, ampak zapakiranje kot sreča. Ne. Ta happiness, ne, happy meal, open happiness, Coca-Cola, happy hour, vse je happy, ne, pa tudi ljudje na billboardih ali pa na oglasih so popolni in srečni, ne. Niso neki ljudje, ki hlastajo po užitku, ne. Oni so dejansko srečni, ne. In to je v bistvu neka iluzija, ki nam je prodana, ne. Se pravi, kupi ta užitek in boš srečen, ne. V bistvu si pa s tem užitkom počasi uničuješ dušo, ne. Se pravi, počasi gniješ znotraj, zato ker če greva na dopaminske receptorje, ne, pač več, ko se boš predajal v užitkarstvu, več boš potreboval te stvari, ki ti zagotavlja užitek. Sreče pa sploh ni na spregled, to je v bistvu čist neka drug fantazmatska razsežnost. Ja, mislim, je tudi recimo razlika, ne, če pogledamo neko delovanje nevronov, ne, neuralnih mrež, rekla tudi hormonske, rekla neke efekte in tako dalje. To je recimo na ravni telesa, medtem ko v psihoanalizi pravzaprav bolj raziskujemo to, kaj je neka ta beseda povzročila, na kakšen način se je ona upisala v telo. Ne? Ker seveda lahko tudi telo deluje na nek način, ki ga lahko potem biološko raziskujemo, ampak nek smisel, ki pa prihaja od drugega, je pa težko na tej biološki ravni v bistvu. Sploh moraš vprašati človeka. Predvsem je govor tukaj ključen. Ne? On pove. Ker če recimo gledamo tudi nek trg psihofarmakologije, ne, ki je vezan na to, se pravi, kupite to, pa boste srečni, pa niste, zdaj imate pa tukaj Prozac, pa ne, še ostale zadeve, ki bodo pa pravzaprav delovale na telo na nek določen način. To nič v bistvu ne spreminja, ker ne spreminja tega smisla, ker ne odkrivamo to, kaj je nekomu govorilo. Se pravi, tudi ta porast na trgu psihofarmakologije, ki je usporeden z porastom kapitalizma oziroma za neko to tržno logiko, eno pogojuje drugo. Zelo malo se pa koga posluša, kaj je nekomu nek smisel, kaj je nekomu sreča, kaj je nekomu problem, na kakšen način opredeljuje svoj manko, iz katerega mesta govori. To je tisto, kar je ključno. Se absolutno strinjam, ampak se mi zdi tako čisto v osebnem primeru, ne, da je zelo povezan med sabo, ne, ker recimo, če midva zdaj dava mene ali pa moje možgane, pa dava serotonin na 0, jaz z vsemi svojimi preteklimi izkušnjami ali pa leti in leti psihoanalize in podobnega, jaz ne bom uspel producirati nek smisel do življenja, ne, ker ne bom imel tega hormona, ne, tako da se bom hotel ubiti, recimo, lahko celo rečeva, ne bom imel, če bom imel nič serotonina, ne. Ravno to je to veliko vprašanje, ne? Koliko danes zaupamo temu, da telo odloča na mesto nas. Ne? Se pravi, koliko to odgovornost mogoče za naše vprašanja, naše misli prelagamo na možgane. Procese. Tako, ja. V bistvu na fizis. Ampak si imamo vpliv na proces. Nisem hotel reči, da če je takšno stanje, se pravi nič serotonina nimam, recimo če imam eno enoto, malo več, se jaz moram začeti spraševati, kako dvigniti to naslednji dan. In mi vemo znanstveno, kaj bi jaz lahko naredil, da bi naslednji dan se bolj počutil in bi imel več serotonina. Se pravi, grem na sprehod, družim se s prijatelji, grem prej spat ali pa imam bolj kvaliteten spanec. Ne. To so vse akcije, ki jih je dobro, da jih jaz naredim. Ne. Ampak zdaj v trenutni situaciji pa jaz ne morem
narediti nekih drastičnih premikov. A ne? Zaradi stopnje hormona, ki je zelo nizko. Bi se želela v nekih segmentih v bistvu strinjati, ampak moram poudariti tisto, kar je ključno, da pravzaprav neko zdravilo ali pa recimo nek način, ki vpliva zdaj na hormone, na delovanje možganov in tako dalje, ne vpliva nujno na to, kar je beseda, kar je, se pravi, razumevanje nekega smisla. Zdaj, vprašanje je tukaj, a se mi fizično slabo počutimo, ali se slabo počutimo, ker je nekaj drugega. Ne? Ker če rečemo, jaz se slabo fizično počutim, ne vem, pa se zbudim, pa sem mačkast in tako naprej, to je nekaj, kar pravzaprav se veže na telo. Zdaj. Ne vem, če ljudje toliko močno ločujejo to. Ne, ker reče maček, mogoče imajo tudi moralnega, pa tako, pa slabo sem včeraj naredil za telo, veliko enih idej. Seveda, niso to nikakor ločene stvari. Ampak to ključno vprašanje, ki je, kje je vzrok pravzaprav nekega mojega nezadovoljstva, neke moje bolečine. Če vplivam samo strogo potem na telo, ni nujno, da vplivam na smisel nečesa, kar v tem smislu na ta način razumem. Recimo čist konkreten primer, da ne bom abstraktna. Nekdo govori o trpljenju, o bolečini, o nezadovoljstvu, o travmi, čemorkoli že. Pa potem vzame recimo, ne vem, neko zdravilo psihiatrično, kakorkoli, ki mu je predpisano, in zdaj se naenkrat super počuti. Ampak lahko bi debatirala, a se super. Ne, mislim, pretiravam, namenoma pretiravam. Ampak ne ubije se, recimo. Tukaj je vprašanje. Tukaj je ključno vprašanje. Ali bo nekdo potem zbral pogum, da bo to storil? Samomor. Naprimer. Ne. Hoče povedati, en dan prej je bila ideja o samomoru zelo logična za njega, pa zelo vabljiva, recimo. Slučajno ni tega naredil. Serotoninski, pa to nekaj časa traja, da začne delovati, recimo 2 tedna, ne? Potem pa je ta želja manjša tudi zaradi tega. Ne? Zdaj pa smo mi v nekem stanju, kjer recimo smo dali na stran idejo o samomoru, zdaj pa moramo tiste stvari delati, ki sem jih prej omenil, vključno z kognitivno terapijo, ne? Ker tudi vemo, da deluje oziroma pomaga. Ne? Mislim, samomor je veliko vprašanje pravzaprav tukaj, ker hotela sem se nadovezati na to. Recimo, da se nekdo sprašuje o tem oziroma ima neko to idejo samodestruktivnosti, avtodestruktivnosti in nima pa moči, da bi to storil. Medtem ko, če vzame neko določeno zdravilo, lahko to daje tudi moč, da to stori. Ne moremo predvideti teh posledic, če mi ne vemo, kaj se v tem simbolnem, kaj se v jeziku dogaja. Ne? Lahko je nekomu to neka ideja, o kateri govori, pa to ni nekaj, kar potem vodi v ta akt, v to dejanje. Zdaj, ali mišljenje ima tukaj kakšno veliko vezo v tem kognitivnem smislu, tudi vprašanje. Tisto, kar pravzaprav vodi nekoga korak za korakom v neko destrukcijo, avtodestrukcijo, je predvsem ta toksični užitek. Se pravi, užitek spuščanja k smrti. Kakorkoli mi mislimo, da je užitek nekaj pozitivnega in tako dalje, ima te, bom rekla tako, malo dramatično morbidne konotacije. In tukaj je zelo, zelo pomembno, da mi lahko vemo, pravzaprav, kaj so neki te nezavedni vzgibi, kako s tem užitkom ravnati. Ker užitek ni vezan na mišljenje, užitek ni vezan na to, da bomo mi racionalno zdaj rekli, to pa mogoče ni dobro za nekoga. Pa bo nekdo rekel sam, to pa ni dobro zame. Sej vem, pa vendar. Tukaj smo na nekem tem
klizavem terenu, če rečem tako, spolskem. In vprašanja so tukaj vedno med samo psihiatrijo, psihologijo, psihoanalizo. Kaj pravzaprav v nekih teh situacijah, ki niso nerešljive? Seveda ne. Odvisno, kaj ta verjame. Ta subjekt, ki to doživlja, če verjame, da je nerešljivo, ne, imamo zelo velik problem. Ne? Ker je v bistvu treba najprej to, po moje, obrniti. Ali pa da verjame, ali pa verjame, da je to rešitev. Ali pa da verjame, da je to rešitev. Sej, težko bi se jaz osebno nad kogarkoli postavil pa rekel, to pa za tebe ni dobro, ker nimam njegove izkušnje. Nemogoče, res jaz mu lahko sam verjamem. Tiste akcije, ko on naredi, se kaj prijeva do svobodne volje. Tiste akcije, ko on naredi, jih je pač naredil in ni imel iz vseh teh vzgibov, ki se mu dogajajo, pa vseh zaznav ali pa vseh tendenc, ki jih ima, je pač naredil to akcijo, katero je naredil. In če bi jaz bil na njegovem mestu, z vsemi istimi tendencami, istimi atomi, bi iste akcije naredil. Tako da je v bistvu iz te pozicije nemogoče soditi na kakršnokoli akcijo. Res je. Tudi Hitlerjevo akcijo, zdaj, če greva čist biti kontroverzna. Ja, težko je karkoli na ta način vedeti o drugem, na ta način, absolutno. Možno pa je v to intervenirati. Možno je posežiti v tem govoru na nek način. Se pravi, nekaj prelomiti znotraj tega. Ker razni pristopi, ki bazirajo na tem, empatija, zdaj pa mi vemo, kako se vi počutite in tako naprej, to so velike iluzije, kaj lahko mi pravzaprav vemo. Zlasti pa o tem, kaj lahko kot sem rekla, užitku in želji drugega mi spoznamo. Zlasti, če gre pravzaprav za ta toksičen užitek. Recimo samomor, ki je neko to radikalno dejanje. Težko je na nek način, zdaj bomo pa mi rekli, nekaj ni dobro zate, ali pa kakorkoli, recimo z nekimi represivnimi mehanizmi. Ne moreš nekomu reči, dobro se počutiš, če temu ni tako. Obstajajo drugi načini. Da se nekoga, konec koncev, lahko, rekla, ne drži v življenju, ampak kljub vsemu daje nekaj. Upanje. Ja, tudi upanje izhaja iz nezavednega, predhodi. Zakaj upate? Česa se veselite? Kaj pričakujete? Je vedno tisto, ko kdo vpraša, kaj lahko dobim od psihoanalize, psihoanaliza deluje. Jaz bi rekla, deluje, ampak vprašanje je, kaj nekdo pričakuje. V pričakovanjih in v upanjih je že tisto, kar nas zanima. Nezavedno, ki predhodi temu. In zato je to ključno za vsaka naša mišljenja, za vsako naše upanje, za vsako naše znanje. Kaj lahko vem, kaj lahko upam. Vse to izhaja iz tega. Kako pa gledaš na Viktor Frankla? Ker to smo pa zdaj, tudi ogromno teh mojih podjetniških krogov se je srečal s to knjigo, znano. Pa me zanima, Man's Search for Meaning. Iskanje smisla. Ne vem, kakšen je prevod uraden, ampak bomo spodaj polinkali. V bistvu na dva dela razdeljena knjiga. Prvi del je pač neka biografski del njegovega bivanja v Auschwitzu, drugi del je pa pač logoterapija. In tako me malo zanima. Kako... jaz se strinjam, da je predvsem to njegovo pričevanje. Nekdo, ki je doživel pravzaprav največje te strahote stoletja, tisto, kar ga je držalo še v življenju. To je pomembno pričanje na tej singularni ravni. Tudi vse to, kar pravzaprav sicer iz njegove teoretizacije kasneje izhaja, je sicer mogoče drugo vprašanje. Zdaj, iskanje smisla. Če rečem, da je lakanovska orientacija nesmisla, ampak to je zelo zenovsko, tako, kle vidim v bistvu to povezavo. Ker
drugo je, ne, mi iščemo zdaj nek določen smisel, ki nas bo držal v nečem, ampak mi tudi trpimo zaradi smisla. Ne, se pravi, tudi neka travma, ki se je zgodila kontingentno v našem življenju, ali pa recimo v njegovem, ne, če rečemo na ta način, je zadobila neko konsistenco v smislu, dobila je neko logiko. Ne? Zakaj se je to zgodilo? Tukaj politično vprašanje, humanistično vprašanje, ne nazadnje. Pa tudi neko to subjektivno, kako naprej. Ampak neka travma, ki je kontingentna, na ta način zadobi smisel. Vsakdo na nek način se zelo rad identificira svojo travmo. Ne? Recimo zdaj, jaz sem nekaj doživel in vsak bo šel na to. Jaz sem pa nekaj po svoji travmi. Ne? Se vidimo v političnem smislu. Ne? Vsaka politika je reševanje, kot da rešujemo neko travmo. Ne? Pa rešujemo krivico na tem področju, pa krivico na tem področju, pa vsi smo žrtev, pa in tako dalje. Vprašanje je pa, kaj je zadobil to konsistenco smisla. Razgraditi ta smisel je tisto, kar je ključno. Ne samo izhajajoč iz svoje travme, iskati neko novo usmislitev, nek nov okvir smisla, ne tako, ker potem zamenjamo en smisel za drugim. In pač pa je boljše, recimo bolj funkcionalno lahko, ne? Lahko je bolj funkcionalno, vprašanje je to v sami strukturi nekaj spremenilo, ne? Medtem ko orientacija realnega pravzaprav poseže v to konsistenco smisla. Ne? Da nek ta travmatizem nima več tega naboja, kot ga je imel prej. Recimo sama se veliko ukvarjam predvsem z vojnimi travmami, ker delam tudi na področju Balkana, v Srbiji, v Sarajevu, kjer ljudje enako se vračajo na neke te, no, ker je bil Frankl omenjen, neko traumatično politično izkustvo, nevarno za življenje ali ogrožajoče za samo eksistenco, samo obstoj, kaj šele vse ostalo. In vedno je pravzaprav to dvorezen meč. Ne? Reč, da neka travma ni imela smisla, je kot da vzamemo digniteto, temu pa ni res. Ne? Kot da... Se pravi, tvoj predlog je, da se vzame smisel tej travmi. Tako da pade smisel te konsistence interpretacije travme. Se pravi, meni se je kontingentno nekaj zgodilo, nisem imel vpliva na to. Ne, ker travma se vedno na ta način pravzaprav pojavi. Nismo mi nekaj proizvedali, ali je to, ne vem, neka nesreča, politična situacija. Kontingentno se zgodi. Nismo bili tisti, ki izbiramo. In zato je to vprašanje, ali smo za to odgovorni. Odgovorni smo za svoj odnos do tega. Tako je, res je. Vse za odnos do vsega. Ne? Za nič nismo odgovorni, ker se nam stvari sam dogajajo. Odnos do vsega, kar se nam pa dogaja, smo pa popolnoma odgovorni. V bistvu imamo popolno odgovornost, ampak tudi v tej odgovornosti imamo popolno svobodo, da mi odločamo o nečem, kakšen smisel bomo nečemu dali. Aha, to verjameš? Jaz verjamem absolutno, da je vrh neke svobode, temu, kar lahko rečemo, da mi svobodno odločamo, predvsem ta odgovornost. Odgovornost do drugega, odgovornost do smisla. Povezane so, izrazito povezane odgovornost in svoboda. Ni ene brez druge. Kaj pa, če imamo zdaj posameznika, recimo odgovornost do drugega, greva malo transformirati v moralen sem. Ne? Lahko. Sem moralen. Bolj pa manj. Ne? In zdaj po tvoje bi bilo, da jaz zberam, da sem bolj moralen ali pa manj moralen. Ampak zdaj pa, če midva sebe transportirava v Auschwitz in sva paznika, bova imela z neko visoko verjetnostjo te tendence, da bova sovražila te zapornike, ki so tam. Se pravi, midva se rodila v Nemčiji, nacizem se je začel, midva sva bila oprana, recimo lahko rečeva, ne? Pa nočeva se sam hočem opisati, kaj se je dogajalo ljudem. Pa tudi čez kakšne eksperimente, ki so jih delali, ne? Si v bistvu avtoriteta na te vpliva, celo okolje na te vpliva, imaš neke travme iz prve svetovne vojne,
umrli so ti, se pravi, sovražiš neko skupino ljudi. In si zdaj manj moralen, kot so midva zdaj moralna. Kje je bila tukaj svoboda? Ne? Ja, to je recimo zelo lepo Hannah Arendt opisovala, zlasti, ko se je spremljal sojenja tistim, ki so delovali v taboriščih in je bilo prav to vprašanje, kakšno odgovornost smo pa mi vendarle imeli, se smo mi vendarle delovali po navodilih nekoga ali pa smo pravzaprav imeli že nek kontekst nečesa, kaj bi pa mi drugega lahko. Odgovornost je vedno, še enkrat, singularna odgovornost, prej preden je kolektivna. Okay. Vse sem se na individuum osredotočil, ki je produkt okolja, pa svojih genov, pa vsega, kar se mu je zgodilo tekom življenja in iz tega so izhajale akcije. Ne? Če se sam na to sojenje opredelim, ker dostikrat ljudje ne razumejo te ločnice. Ne? Se pravi, jaz mislim, da te pazniki iz tega vidika, kar sem prej razlagal, niso popolnoma nič krivi, ker bi jaz tudi take stvari na točno njihovem mestu delal, so pa popolnoma odgovorni in morajo pač prestati neko kazen in podobno. Pa ne zaradi tega, da se jim maščujemo, ker maščevanje nima nobenega moralnega smisla, saj zame, ker stvar se je že zgodila. To ima samo smisel zato, da naslednje generacije, naslednje ljudi demotiviramo, da delajo take stvari. To je edini namen, ki ga jaz vidim. Ker dostikrat ljudje imajo to maščevanje v mislih, pa gremo linčati nekoga, zato da bo čutil bolečino, ampak dogodek je že v preteklosti. Revanšizem vsekakor nima nobene druge funkcije, kot pa to, da sproži neko ponavljanje. To vidimo tudi v aktualni slovenski politični situaciji, kjer samo eno maščevanje, en revanšizem proizvede drugega v neko slabo neskončnost. Kar se pa tiče tega konkretnega primera, recimo paznikov v taboriščih, meni je zelo zanimivo vprašanje fašističnega nezavednega. Okay. Se pravi nezavedno, ki je totalitaristično oziroma prav konkretno fašistično. Okay. To je recimo bolj, bom rekla, psihoanalitično vprašanje, vse ostalo so pravzaprav ta pravna vprašanja, tudi psihološka, politična v nekem tem smislu, na kakšen način potem bodi si sankcionirati, na kakšen način v družbenem smislu ravnamo z nečim. Tisto, kar je psihoanalitično vprašanje, je v nekem singularnem primeru, kaj je fašistično nezavedno. Se pravi nezavedno, ki vzame svoj lasten jaz za merilo vseh stvari. Se pravi, jaz sem tisto merilo, jaz sem tisti zakon, ki drugim pravzaprav postavlja pogoje, odreja njihovo mesto in tako dalje. Se pravi, neka ta perverzna, sadistična nota, ki je prisotna v sami subjektivnosti. V vsaki. Ne, v prav teh konkretnih primerih, to, kot sva rekla. Se pravi, da se nekdo znajde v nekih zgodovinskih okoliščinah in potem upravlja neko to vrstno funkcijo. Ni pa to seveda lastnost vsakega nezavednega. Seveda Freud je govoril o tem, nezavedno je krvoločno samo po sebi. Se pravi, to se lahko v sanjah odraža ali pa nekih nezavednih mislih. Vsi smo, kaj bom nekomu naredil, lahko pa nikoli ne bo nihče rekel to, pa nikoli ne bo tega storil. Nezavedno pa je krvoločno na ta način lahko. Zdaj pa vprašanje, fašistično nezavedno je nekaj drugega. Fašistično nezavedno ali pa ta totalitarni vidik subjektivnosti, ki sebe postavlja za merilo vseh stvari, postavlja tudi potem odgovornost ne samo za drugega, ampak tudi za to svojo lastno pozicijo, ki je to dejanje izvedla. Ja, sigurno. Pravi, tudi za sadistična, pa tudi mazohistična dejanja, situacije je subjekt odgovoren. Je nek njegov modus užitka. In to je tisto, kar nas zanima. Ja, ne, jaz, da bo jasno, ne, jaz mislim, da more biti odgovoren. Ampak za naprej, ne za nazaj. Ja, odgovornost je, recimo Levinas, je govoril o tem, da smo pravzaprav, za koga smo mi odgovorni.
ne, če govorimo o nekem dobrem delu, o dobrem dejanju. In naglasil je to, mi smo odgovorni za prvo lice, prvo obličje, ki ga srečamo. Ne. Se pravi, 100% smo odgovorni, absolutno smo odgovorni za drugega. Zdaj Levinas seveda v svojem etičnem, filozofskem ekspozeju na ta način razmišlja. V psihoanalizi smo pa odgovorni za svojo željo. To ni samo neka, bomo rekli, kaprica, zdaj se bomo pa mi s tem ukvarjali. Mi smo dolžni pravzaprav živeti po nekem tem principu svoje želje. Ker če ne, potem se javlja melanholija, potem se javlja tudi zlo v odnosu do drugega. Čeprav razumem, če se želja zatira, ki izhaja iz mene, vodi v ta stanje. Niti ne toliko želje po nečem, ampak neka tista želja, ki pa je ta koz, nekaj, kar nas pravzaprav subjektivira, do tega imamo odgovornost. Ker če ne, se javljajo, kot sem rekla, različni simptomi, ki so odgovor na to, da je moja želja bodi si potisnjena, bodi si podrejena drugemu, se pravi ujeta na nek način. Ja, zelo smiselno. Bi pa tukaj mogoče se v tem notranjem konfliktu malo stavil, ker to pomeni, da sta dve želji, ki sta medsebojno izključujoči, znotraj mene v bistvu tekmujeta za prevlado. Ne? Se pravi, imam željo, ne vem, postati ful bogat, recimo, ampak to bi pomenilo, imam željo postati bogat in hiter postati bogat, in to bi pomenilo, da sem mogoče nemoralen pri kakšnih dejanjih, ki mi pridejo na pol, ampak imam jaz tudi željo, da sem moralen. Ne? Zdaj pa kera želja bo zmagala, ne? In to je pač nek notranji boj pa konflikt, ki se mi zdi, da ta stanja povzroča, saj pri meni sem tako videl. Ne? Zdaj pa podrejanje nečesa, a ne, katera stran naj se podredi, a pa katera stran je bolje, da se podredi. Se mi zdi, da ta egoistična, ki hlasta po užitku. In zdaj grem malo na to smer ljubezni, a ne, kaj to zdaj pomeni, ne? Se pravi morala, ljubezen, zame to je ista stvar na nek način, a ne? Bo na dolgi rok, če to človek verjame, pa ve, bo na dolgi rok prinesla mnogo bolj ali več dobrega za mene, kot če jo bom zatiral, pa v bistvu se predajo tem užitkom. Ne? Zdaj pa, ko človek to razume, tega konflikta ni več. Zato, ker imaš neke tendence ali pa želje, ki so zelo kratkotrajne, včasih bi bile dolgotrajne, in pač izbereš pametnejšo moralno stvar, kar vse tradicije učijo, da je prav in boljše, a ne, za psihoposameznika. Želja v konfliktu je lahko tudi nek nevrotični simptom, ne nazadnje. Se pravi, imam neko željo, pa je zaradi tega ne morem realizirati, se pravi, se pojavi nek imperativ. Zlasti recimo obsesivna nevroza je zanimiva potem, da svojo željo vedno veže na nekoga drugega, ki mu potem to odreja, preprečuje, tudi histerija, ne nazadnje. Ok, pedofilija recimo. Ker to je v bistvu ekstrem tega želje, ampak drugemu ti v bistvu narediš zelo grozno stvar. Rečemo. Ja, mislim, seveda tukaj je bolj kot vprašanje želje, vprašanje perverzije. Ne govorimo o tem, kaj je nevrotična želja, psihotična želja, perverzna želja, ker to so pravzaprav že tendence, ki iz te neke strukture izhajajo. Ne? Recimo, če pogledamo v nevrozi, ne? Jaz imam ves čas željo, da nekoga provociram, ne vem, v političnem smislu. Ne? Ali pa recimo delam škodo nekomu, ne? Zaradi tega, ker sem ves čas v tem nevrotičnem odnosu do drugega. Psihotična želja, kjerkoli je ona ambivalentna ali pa posebna, ne? Avtistična, ima neke svoje konsekvence, zaprta vase. Medtem, ko če pogledamo tudi v sami perverzni strukturi, je točno to, kar si omenil. Ampak to so pravzaprav bolj kot ta želja, o kateri jaz govorim, neki za mene simptomi, znaki.
Bolj kot pa recimo želja. A Se res? pravi, neka ta zadovolitev. Ja. Naprimer, pedofilija, ki je recimo ekstremen primer v tem smislu, kaj perverzija lahko pomeni. Ampak a ni perverzija samo pot do zadovoljitve te želje, se pravi moje tendence, da bom spolno zadovoljen, ne najdem več drugih opcij in grem na perverzne opcije, ne? Tam še nekaj dobim. A ni samo to orodje ali pa pot do želje spet? V bistvu tukaj ne gre toliko za željo, ampak gre za pulzijo. Se pravi, zadovoljiti ta gon, ki po definiciji nikoli ne more biti absolutno zadovoljen, ampak v perverziji je pač tako, da subjekt ima občutek, da ima pravzaprav to pod kontrolo. Perverzneži redko pridejo v analizo tudi. Zato, ker oni že imajo ta svoj užitek. Ne postavljajo ga pod vprašaj. Ne pri sebi, ne v družbeno-moralnem smislu, enostavno so že na poti k temu. Tako da perverzna struktura je zanimiva, ker nimamo tudi veliko pričevanj iz same zgodovine psihoanalize, ker jih pač ne moremo imeti, ker ponavadi niso prišli. Kaj pa potem, recimo, niso imeli izkušenj potem, ko so nekoga zasačili, dobili, zaprli, niso šli, za serijske morilce je bilo ogromno narejenih raziskav in neuroraziskav in psiholoških testov in vse podobno. Ne? Predvsem, kar se tiče psihoanalize, mora biti to želja subjekta. Prej kot pa neka sistemska nujnost. Se pravi, da mi odkrivamo, kaj so vzroki za nek pasažal akt, za neka tovrstna dejanja, kot so povzročiti tovrstno bolečino nekomu drugemu, ali ga uničiti, ali mu prizadejati nekaj. To so bolj, bom rekla, psihološke v tem smislu raziskave, ki potem delajo neke, bom rekla, schematizacije, vzorce, ne kaj ne bi tukaj bilo. Še enkrat, v psihoanalitičnem delu je resnično od primera do primera. Od primera nekoga, ki je to storil, od primera tistega, ki se je znašel na drugi strani in tako dalje. Ker recimo velikokrat je tudi to, da nekdo, ki je bil ali pa zase verjame, da je bil žrtev v nečem in potem sproži ta peklenski krog ponavljanja nekega določenega dejanja. Da on ustvari žrtev. Pa. Tako, pravzaprav uživa v anksioznosti drugega. Se pravi, perverzija je v tem, da se uživa, da se nekoga spravi pravzaprav v neko to, bodi si anksioznost, paniko in tako dalje. Tukaj je mogoče tista neka želja. A se čutiš povezanega s to žrtvijo, zato ker si sam bil žrtev? A je mogoče tukaj kakšen tak efekt? Ker ti povzročaš nekomu nekaj, kar si sam doživel in nisi sam takrat. Ne? Nekdo te razume. Ti misliš, da sta podobna oziroma da se razumeta med sabo. Ja, užitek je vezan na ponavljanje. Skrivnost užitka je v tem, da vedno uživamo, kot da je prvič v isti stvari. Stotič naredimo en in isti krog, ali je to v seksualnosti, ali je to vezano na nekoga, kakorkoli. Užitek se ponavlja in vedno je, kot da je prvič. In seveda je tudi travmatizem na ta način potem vezan na ponavljanje. Vedno se vrača na isto mesto. In v tem seveda je potem povezava zdaj, a je konkretno povezava nekega subjekta, ki to naredi z drugim subjektom, imaginarna, fantazmatska, zagotovo. Zdaj, a je realna povezava, je pa drugo vprašanje. Ampak travmatizem še enkrat se vrača na isto mesto. In zato ponavlja nekaj, kar se nam je mogoče nam zgodilo, oziroma nekaj, kar nam je govorilo tudi. Lahko, da se je tudi nam zgodila neka taka izkušnja, pa smo jo popolnoma drugače razumeli. In nismo ravnali na enak način. Tukaj je ta odgovornost in tukaj je ta naša svobodna volja, ne nazadnje. Nič ni, bom rekla tako, mehanicistično urezano v nas, da bi se nam zgodilo in da potem mi kot po nekem avtomatu nujno ponovimo. Ne strinjam se. Izziv. Če greva s časovnim strojem nazaj, bom iste stvari naredil.
Seveda, zato ker če se vse ponovi, vse mora biti, vsak atom v vesolju mora biti na istem mestu. In če vsak atom pa še nekaj, kar ne razumemo, poleg atomov, ne? Vse, kar obstaja, je na istem mestu, ne vidim jaz, kako bi lahko bilo drugače, moje akcije. Ne? Vse to je recimo tudi v naravi zanimivo, ne? Se pravi ta znanstveni modus. Ne vem, če pogledamo, ne samo v vesolju, se lahko pač vse, kar nas na nek način obdaja. Ne? Vedno se potem sama znanost obnaša do nekega, ne vem, objekta raziskovanja, ali je to vesolje, ali je to karkoli, kot da narava sama živi. Ne? Se pravi, v njej je že neko znanje upisano in vedno se bo potem vrnilo na isto mesto, kot se letni časi vrnejo, ne? Zdaj je pomlad zunaj in vse cveti, pa lahko razumemo, da bo drugo leto tudi. Ne? Tisto, kar je pravzaprav zanimivo, je vedno ta kontingenca, kaj pa, če se nekaj tukaj zgodi. Ja. Tako kot so recimo Maji, Azteki, ki so imeli rituale zato, da bo sonce naslednji dan vzšlo. Ja. Ker kaj pa, če ne bo? Ja. Ne? Kaj, če se bo nekaj zgodilo? Ja, ne, za naprej se absolutno strinjam. Jaz sem bolj za nazaj govoril, se pravi, časovni stroj greva nazaj. Kaj pa, če se nekaj zgodi? Ja, tudi to bi mogel biti vključen prvič. Že nisva naredila popolnega eksperimenta. Tako da, če sonce ne vzide, pa to ni ista situacija, kot sem jo imel včeraj, kaj je. Tako da, če grem od danes nazaj, bo sonce vzšlo. Bo sonce vzšlo, zato ker je včeraj vzšlo in mora biti ista. Ja, ravno to je ta definicija znanstvenega zakona. Ampak če ta zakon znanstveni apliciramo na nezavedno, je pa druga situacija. Ker ravno tukaj je bila vedno največja diskrepanca med znanostjo in psihoanalizo. Tudi z poskusi znanstvenega obravnavanja nezavednega. Se pravi, da bi mi odkrili neke vzorce, nek, bom rekla, bolj partikularen, univerzalen način, pa bi rekli, vsi, ki so imeli tako in tako izkušnjo, so podobno potem reagirali in od tukaj izhajajo potem modeli diagnoz in tako dalje. Če rečem, da je Lacan radikalno razbil vse te možnosti v tem smislu in postavil modus operandi same psihoanalize na realno, ki je brez zakona, ki je kontingentno, tako kot travma, ki se je zgodila. Nekaj, kar ne moremo predvideti v našem življenju. Nekaj, kar nam je neznano. In ne znamo niti, bomo rekli, definirati, odkot izhaja. Tukaj je ta nukleus. Vse ostalo pa so, bom rekla, logične diskurzivne poteze znanosti, vednosti, religije, ki vse želijo pravzaprav nekaj narediti s tem nesmiselnim realnim. Se pravi, kako ga obvladati, kako vzpostavljati naše odnose, vezi, kako pristopati do tega, kaj bi lahko vedeli. Se pravi, vse neke naše dejavnosti spraviti pod neko kontrolo, pod nek nadzor. Medtem ko je pa nezavedno tisto edino, kar nam uhaja iz tega. In to je, bom rekla, tisto, kar je fascinantno, kar je zanimivo, kako ravnati s tistim, o čemer ničesar ne vemo. Pa nimamo nadzora. Težko vemo in nimamo nadzora, tako je. Ja, sej tukaj pa pol prideva do tega zena, spet, da nič ni treba narediti. Zato, ker je vse vključeno v temu noter. In želja po kontroli producira trpljenje, ampak tudi to nismo mogli kontrolirati, tako da je v bistvu nek tak cikel, ki se skozi dogaja, in dostikrat so, ne vem, neke predlogi ali pa navodila, da je življenje enako kot plavanje, bolj, ko se trudiš zajeti vodo, bolj, ko se trudiš jo prijeti, bolj ti bo voda povzela, in ti v bistvu pri plavanju se sprostiš, sprostiš se in potem pa določiš smer, v katero greš, ampak to
sproščanje je ključno. Ne? In zdaj, če gremo na življenje, ne, sprostitev v to in v svoje, vključno v svoje te tendence, ki jih imaš, ki prihajajo iz nezavednega, iz nekega etra, same od sebe, a ne? In spustiti kontrolo, a ne, takrat imaš mogoče celo največ kontrole. Kar je v bistvu čisti paradoks, a ne, za racionalni um. Kontrola je iluzija, je diskurs gospodarja. Kontrolo imamo vedno v nekem fantazivanskem smislu. Nikoli ne moramo biti gospodarji. Bom rekla, ne samo v odnosu do drugega, ampak Freud je rekel, človek ni gospodar v svoji lastni hiši. To je tisto vprašanje kontrole. A imamo mi nezavedno pod kontrolo? Nezavedno ima lahko kontrolo nad nami, ne pa obratno. Ja. In tudi iz tega potem izhaja, kako mi pristopamo k vsem tem vprašanjem, ki pa so filozofska, ki so znanstvena, zato pa so tudi toliko različna med seboj. Zato, ker izhajajo iz te neke singularnosti. Ne, tudi v samem znanstvenem smislu, v samem filozofskem smislu imamo toliko različnih, bomo rekli, pristopov, ki vsi želijo biti univerzalni, vsi želijo odkriti tisto. Zelo malo se pa ljudje sprašujejo, odkot. To je pa tisto, kar je pravzaprav meni vedno bilo najbolj zanimivo, bolj morda, kot pa sicer sem sama išla iz nekega tega filozofskega miljeja, ampak sem potem tudi sama naredila res s tem, ravno zaradi tega. Ravno zaradi tega, ker nobena to vrstna univerzalna ali pa neka teorija, ki pretendira k neki univerzalnosti, ne more zajeti tega, kar je ključno. Ne more imeti kontrole, ne more se postavljati na to mesto gospodarja. Ja, se absolutno strinjam. Zato je težko rangirati med sabo metode ali pa pristope za boljše življenje, ker je odvisno od tega, kako se mapira ta metoda na individuum. In to se pa lahko na čist druge načine, a ne, med posamezniki. Še bolj Krščanstvo radikalno. se na enega zelo super mapira, na enega se sploh ne. In v metodi sploh ni skrito to, a ne, ampak je v človeku. A ne. Še bolj radikalno, jaz bi rekla, posameznik je še vedno v tem smislu obravnavan kot del družbe. Individuum je še vedno v tem aspektu drugega. Kolektivno, individualno. Medtem, ko če rečemo subjekt in singularno, pa pretrgamo vse te neke vezi, ampak se samo na tisto singularno jedro osredotočamo v fiziki, recimo to izjemno zanimivo, nekaj lahko singularnosti počnemo. Ja, pa celo jaz bi rekel tako, ker moram to omeniti, s psihedeliki vidimo, da je to v bistvu mogoče celo sploh ne ločeno, ne? Se pravi, to, kar smo rekli, subjekt, vse se v subjektu pojavlja, vključno z družbo, ki jo ta subjekt zaznava. A ne? In to lahko v bistvu samo za sebe rečeš in samo za sebe veš. In veš, da je celo, že materialno, znanstveno veš, da je celo vesolje v tebi noter, zato ker nimaš neposrednega dostopa, ker so vmes čutila. Ko ga so prej rekla, midva to mizo sicer zaznavam, ampak jaz neposrednega dostopa nimam, ker jo čutim na konici svojih prstov, ampak jo čutim tukaj, ne tukaj. In do realnosti sploh nimam dostopa. Realnost. Realnost je to, kar vidim. Ravno to sem želela reči, ne? V bistvu, kako definiramo realnost. Tudi to, ja. Ne? To je tisto ključno vprašanje. Ja, enijo kot, ali pa zdaj bi rekel, da je v tem času glavna opredelitev to, da imamo objektivno realnost zunaj nas, midva sva pač tukaj in ta miza je med nama, niti v meni, niti v tebi. Ampak to ni res. To v bistvu nikakor ne more biti res. In se mi zdi, da živimo tako, kot da je to res. Ja, v bistvu realnost je odvisna od našega, bom rekla še enkrat, ne, če ponovim to znamenito Freudovo, pa tudi kasneje Lacanovo tezo, mi pristopamo k realnosti z aparati užitka. Na ta način jo mi razumemo. Ne? Na noben drugačen način. In realnost je v tem smislu vedno fantazmatsko posredovana. Za razliko
od tega, kar pa je realno, ne, ki pa preseka to našo cozy realnost. Ko sva pregovorila o travmi. Imamo občutek, da živimo v neki realnosti, ki jo tako želimo na tak in drugačen način obvladovati, kontrolirati, handlati s svojimi željami, nekaj narediti v tem, in potem se nekaj zgodi. Kar preseka vse, kar smo do tistega momenta verjeli, kar nam je dajalo smisel, kar smo pričakovali, kar smo upali, in zgodi se nek ta preobrat. Nič ni več, kot je bilo prej. Ni več to ista realnost. Za psihoanalizo je to ključno vprašanje. Se pravi, na kakšen način mi pristopamo k temu. In to je ta razlika, bom rekla, med psihoanalizo in tudi drugimi pristopi, da se ne ukvarjamo toliko s to pretenzijo oziroma fantazmo, da določamo, kaj je realnost in kaj je tudi potem pravilno za nekoga. Se pravi, da se nekoga realnosti prilagodi. Dajte malo več to, da boste srečnejši živeli v tej naši skupni realnosti. Se pravi, to so neke določene metode, tudi terapevtske večkrat. Navodila, neka priporočila. Bom rekla, ogromno nekih knjig je popularnih na to temo, popularna psihologija, kako bomo mi bolj handlali s to realnostjo. Ravno v tem je porast melanholije, ki si jo omenil malo prej. Zakaj? Zato, ker očitno nekaj tukaj ne gre, nekaj ne deluje. Neko ta konformizem drugemu, ki predpostavlja neko to realnost, je pač izgubljena igra. Zato stavimo na to realno, ki je še enkrat vezano samo na nekoga unikatno. Kar je v bistvu dovolj radikalna poteza, velikrat, ko recimo mogoče jaz razlagam nekomu, pa na kakšen način, se vendarle živiš v nekem svetu, skupnih zakonov, skupnih pomenov in tako dalje, ampak pravzaprav izolirati iz tega neko to srčiko tega, kar nas opredeljuje v tem svetu, kakršna koli že ta naša realnost je. Ja, morda bomo enkrat zvedli, morda pa ne. No, morda ne, tako. Ja, no. Jaz imam na koncu vedno vprašanje, ki ga je postavil prejšnji gost, pa tudi ti bi postavila vprašanje za naslednjega gosta, ker ne boš vedela, kdo je. Teda vprašanje je postavil dr. Urban Kordež, on je profesor kognitivne znanosti. In vprašanje je, kaj je tisto, o čemer nikakor ne moreš dvomiti? Tem smo se pogovarjali, jaz sem odgovoril. Se pravi, o čem ne moremo dvomiti? Aha. Kaj je tisto, o čemer nikakor ne moreš dvomiti? Ti. To je osebno vprašanje. To je osebno vprašanje. Ne dvomim v to, kar zares želim. In to je tisto, kar bi želela sporočiti tudi drugim. Ne imejte dvomov v svojo željo. Ker dvom je tisto, kar je vezano za mišljenje. Predhodni gostje, kot sem razumela, se ukvarja s kognitivizmom. Kognitivna znanost. Tako. Dvom je vezan na mišljenje. Dvom je to zibanje med enim in drugim. In to je ohranjanje mrtvega časa. Zakaj? Ker je samo mišljenje to neko kroženje. Ko mislimo, ne delujemo. Ko dvomimo, ne delujemo. Dvom je tisto, kar nas zapreda v statično pozicijo. A bi, a ne bi. In potem ostanemo petrificirani. In nič ne naredimo. Točka, ko se pojavi ta želja, je tudi sama točka dejanja. In to je točka hrabrosti. In ko obstaja hrabrost, ko obstaja pogum, potem ni melanholije. Mi smo dolžni, da smo hrabri, da smo pogumni, ker samo takrat smo lahko etični. In etični smo, če sledimo svoje želji. Zato bi poudarila to. Super, čudovito. Vprašanje za naslednjega gosta. Ne veš, kdo je, pa jaz tudi ne vem. Tako da. Aha.
Vprašanje za naslednjega gosta bi bilo, kje je voj? Kaj je tvoja želja? Super. Hvala, Nina. Hvala, Klemen, da tebi.